Sem nekoga notri pustil, da je levo pred mano zavijal, zadaj že so na sirene, kaj stojiš. Tam pa vidiš, kaj je 6-7 avtomobilov, ali nišče se ne ustavi, pa če ga pustiš zadaj za tabo, so že nervozni. V teh situacijah, ko je nizka hitrost, pejte pa počasi. En zelo lep stavek ste mi vmes povedal. Resno, penzije. Ampak tukaj po vaši vožnji v tem modelu pa definitivno, kot da bi se vam ves začel, a ne? Da ne bi prepočas bil, da ne bi rekel, da sem neki bučko, to, ne. Ko pa malo pritisneš pa. Če na koncu ni možnosti iti na levi pas, lahko nadaljujete po odstavnem pasu naravnost. Polna črta, ki vas vodi na vozni pas, je zarisana tam samo zato, da vas vodi, da je pač treba se razvrstiti. Če se prej lahko vključim, se tudi lahko. Ne odsvetujem. Aha, rajši do konca. Rajši do konca, predvsem zato, da boste lahko res temeljito pogledala in pa da boste naredila hitrost. Hedvika nemogoče je na začetku pospeševalnega, vključevalnega pasu imeti dovolj hitrosti, zato ker je oster ovinek. In če se boste hitro vključevala, se boste zagotovo, verjemite mi prosim, vključevala s prenizko hitrostjo. Zadnje čase v avtomobilu jaz bolj poslušam, pa manj pogovarjam. Ne morem okoli gledati, če mi žena razlaga, kaj je bilo kje. Jaz nič ne vidim tistega, kaj je bilo ob cesti. Gledam cesto.